Živi nas i narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo. Ne vrak, le sosed bo mejak. Spoštovano občinstvo, cenjeni prejemniki priznanj, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk s soprogo, podžupan občine Sevnica Janez Kukec, častni občan občine Sevnica Rudi Stopar, poslanca v državnem zboru Tomaž Lisec in Jernej Žnidaršič, spoštovane članice in člani občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, predsednik razvojnega sveta regije Posavje, župan občine Brežice Ivan Molan, vodilni predstavniki mestne občine Krško ter občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Mirna, Radeče in Škocjan, direktorica občinske uprave Jerica Lipec s sodelavci, predstavniki javnih zavodov, organizacij, gospodarstva, društev, predstavniki medijev in drugi cenjeni gostje. Še je srečna moja domovina, s čisto dušo rod za rodom gre. Še na sveže skrita moč dvojina, zvesto domu naše je srce. Uvodno zapeta državna himna ter o domovini razmišljujoč vers enega najvidnejših pesnikov nove generacije, Ferija Lainščka, sta na ta najbolj slovesni novemberski petek v sevniški občini svečano otvorila osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku. Skozi nocojšnje slavnostno druženje vas bova popeljala Tanja Mikolič in Aleš Tuhtar. Danski pisatelj in pesnik Hans Christian Andersen je nekoč modro dognal: brez glasbe bi bilo življenje napaka. Iskrena zahvala za tradicionalni promenadni nastop pred športno dvorano gre zopet godbi Sevnica, godbi Blanški vinogradniki in mažoretam Društva Trg Sevnica, ki so pripravili čudovit glasbeno-plesni uvod današnji slavnostni dogodek. Prosim za skupno zahvalo v obliki aplavza. Na svetu je sveto obličje samo eno samcato. Dom, ikona, gnezdo lastovičje, nad njim mile večnosti zvon, je zapisal Tone Pavček. Dom je prostor, kjer se zgodbe preteklih generacij prepletajo z našimi, sedanjimi. In ravno praznovanja so tisti element, ki nam omogoča, da izrazimo globoka občutja pripadnosti, ponosa in spoštovanja do okolja, kjer prebivamo, do naše občine, občine Sevnica. Obred proslavljanja s plesno in glasbeno komponento ima v slovenskem izročilu dolgo in bogato tradicijo. Ozirajoč se na bližnjo okolico, Boštanju se je na proslavi ob dnevu žena 8. marca leta 1964 prvič zbralo 8 pevcev, ki so svoj krstni nastop izvedli pod imenom Oktet Boštanski fantje. Od takrat pa vse do danes je minilo natanko 60 leti, odkar pod obronki Veternika in Topolovca, med Grahovco, Mirno in Savo, neprekinjeno odmeva melodično ubrano fantovsko petje. Njihov repertoar je širok, saj nastopajo na različnih prireditvah, njihovo poslanstvo pa ostaja osrečevanje ljudi.
Glasbeni jubilanti, člani okteta Jurij Dalmatin se nam bodo tekom slavnostnega večera pridružili še nekajkrat. Že v naslednjih glasbenih minutah se nam bodo vokalisti z desne strani reke Save predstavili s povsem domoljubno, obarvano pesmijo Ob Savi sem doma. Nato pa bomo prisluhnili še pesmi enega najbolj priljubljenih pevcev sodobne zabavne glasbe, Jana Plestenjaka. Dame in gospodje, oktet Jurij Dalmatin. Ob reki sem Savi doma, tu tekla mi je zibelka. Še včeraj sem fant bil zvedal, zdaj ženi sem tu roko dal. Še včeraj sem fant bil zvedal, zdaj ženi sem tu roko dal. So grički zeleni povsod, a zame najlepša je pot na listo kraljico planin. Rad hodim tja v daljo strmin. Ko sonce zaspi in se vse umiri, se daleč okoli prižgejo luči, je v srcu toplo in očem je lepo, saj v Savi se sveti nebo. Ko ptičice več ne bom čul in čevlje vsi več ne obul, bom vedno ponosen vesel, da svojemu kraju sem pil. Bom vedno ponosen vesel, ob reki sem Savi živel. Samen poljub mi dej slovo, ker mi je res hudo. Samen poljub dej ta večer, da zaspal bo moj čakal sem trenutke s tabo in prosil od neba zaklad. Hotel sem te vzeti sabo, tja, kjer sem sanjal lepše življenje, ko sem bil mlad. Samen poljub mi
dej slovo, ker mi je res hudo. Samem poljub dej ta večer, da zaspal bo moj nemir. Težka leta so za tabo, vem nočeš gledati nazaj. Jaz bi peljal te v spomine, ti pa zdaj gledaš lepše bilnike, glanja svoj dan. Šel bom brez tebe, šel bom sebe iskat. Bil sem nor, bil sem mlad in veril sem, da si takrat. Samem poljub mi dej slovo, ker mi je res hudo. Samem poljub dej ta večer, da zaspal bo moj nemir. Danes si je župan občine Sevnica, gospod Srečko Ocvirk, prvič slovesno nadel župansko protokolarno verigo oziroma ovratnico, nov simbol naše skupnosti, ki bo od sedaj naprej bogatila naš občinski protokol. Ta veriga ni zgolj del županove protokolarne uprave, temveč globok izraz časti in zaupanja. Simbolizira odgovornost, ki jo nosi župan do vseh občank in občanov, in predstavlja moč povezanosti, ki izhaja iz zaupanja v izvoljeno osebo. Osrednji del verige, občinski grb, izraža identiteto našega kraja. Členi te verige pa pripovedujejo zgodbo o naši zgodovini in posebnostih občine. Tloris gradu s 4 stolpi nad grbom je simbol naše dediščine, medtem ko nekateri vezni členi verige ponazarjajo arheološke ostanke Ajdovskega gradca in bogato preteklost naših krajev. Tako kot je veriga močna le, če so vsi njeni členi trdni, tako je tudi naša skupnost močna le, če se zavedamo pomembnosti in vloge vsakega posameznika. Naj županska veriga županu predstavlja čast in dolžnost do vseh nas, občank in občanov, in naj njena simbolika v naše življenje vnese občutek enotnosti in pripadnosti. S povezovalno pomočjo, edinostjo, srečo in spravo bomo še naprej gradili trdno, uspešno in složno skupnost. Praznično pozdravno besedo, ki bo osvetlila odmevne dogodke od preteklega do aktualnega novembra, predajamo županu občine Sevnica, gospodu Srečku Ocvirku. Gospod župan, beseda je vaša. Dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovane občanke in občani, prejemniki priznanj, člani občinskega sveta, spoštovani gostje. Občinski praznik je dogodek povezovanja
in krepitve družbenih vezi. Kot posamezniki ga sprejemamo in doživljamo različno. V praznovanje je vključena celotna skupnost na različne načine ob številnih priložnostih. Današnje slovesnosti ste se udeležili v družbeno, gospodarsko, kulturno, družabno, športno in politično življenje vpeti posamezniki in predstavniki organizacij. Praznično vzdušje ob občinskem prazniku je stičišče pogovorov, izmenjave mnenj, izrazov zadovoljstva, razočaranja, pričakovanj in izzivov v prepletu različnih pogledov na vsakdanje življenje v občini ter na smer njenega razvoja v bodočnosti. Je priložnost za razpravo tudi v širšem kontekstu napredka, saj nobena občina ni samostojni otok, ampak del regijskega, državnega, tudi evropskega okvirja. Trenutno zelo dinamično dogajanje na svetovnih prizoriščih zagotovo vpliva tudi na nas. Sodelovanje in povezovanje je način dela, ki v lokalni skupnosti povečuje odpornost na različne strese. Ocenjujem, da smo v občini Sevnica za skupnost tudi v letošnjem letu veliko postorili. Četudi se ta modern, digitaliziran, avtomatiziran, včasih tudi odtujen svet nenehno in zelo hitro spreminja, trendom razvoja v sevniški občini uspešno sledimo. Ob tem je temelj dobrega delovanja ustvarjanje priložnosti v spodbudnem in razvojno naravnanem lokalnem okolju, ki je varno ter prijazno za bivanje in delo. Kajti le stabilno, varno in prihodnost usmerjeno okolje zagotavlja konkurenčnost v globalnem svetu. Posameznih elementov znotraj sistema delovanja naše občine in družbe pogosto ne opazimo, saj primerno delujejo in zagotavljajo nemoten potek našega vsakdana. Število prostih mest v vrtcih že dolgo ni več predmet razprav. Ustrezno delujejo tudi osnovnošolski izobraževalni programi, pa tudi podporni programi za naše najmlajše z področja športa in kulture, ki jih pri nas z zanosom izvajajo številna društva. Urejena je podpora starejšim v obliki pomoči na domu. Za premagovanje logističnih izzivov starejših je na voljo program Sopotnik. Kakovostna domska oskrba starejših deluje na 3 lokacijah. Pred pričetkom gradnje pa je tudi nova bivalna enota za starejše v Krmelju. Pri vseh teh storitvah povezano, usklajeno in odgovorno svoje delo opravljajo domovi za starejše in sevniška enota Centra za socialno delo Posavje z ekipo, ki na terenu izvaja pomoč na domu. V fazi načrtovanja pa je tudi objekt z oskrbovanimi stanovanji. Ocenjujem, da imamo v občini ustrezno oblikovane tudi vse ostale programe družbenih dejavnosti, ki predstavljajo pomembno podporo za prijetno bivanje. K temu zelo veliko pripomorejo tudi programi, ki jih na različnih področjih našega vsakdanjega življenja oblikujejo in izvajajo domača društva. O našem dobrem delu v letu 2024 govorijo številne uspešno zaključene in tekoče investicije, ki nadgrajujejo obstoječo družbeno infrastrukturo. Zagotovo je ena najpomembnejših pridobitev za celotno skupnost nova šola za otroke s posebnimi potrebami. Osnovna šola Ane Gale. Šola daje našim najmlajšim, kar je najbolj pomembno, pogoje za izobraževanje in osebno rast. Tudi skrbno izbrana lokacija šole v središču mesta daje posebno sporočilo. Želimo biti vključujoča družba, ki omogoča enake možnosti in priložnosti za osebni napredek vsem. Zato smo se v letošnjem letu lotili tudi tehtanja sistemskih sprememb v okviru priprave in prenove strategij, ki bodo opredeljevale ukrepe za izboljšanje pogojev za starejše in za invalide. V naslednjih letih bomo nadaljevali cikel obnov, rekonstrukcij in posodobitev šol z dograditvijo osnovne šole v Krmelju, da bo pouk lahko potekal na eni lokaciji. Gre za veliko investicijo, ki je ni mogoče pokriti zgolj iz občinskega proračuna.
Zato pri tem računamo na razpis in podporo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Tudi sicer z vsemi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v občini dobro sodelujemo. Ravnateljice in ravnatelji skupaj z učitelji in drugimi zaposlenimi na šolah zavzeto in predano opravljajo svoje delo. Pri vzgoji in izobraževanju, predajanju znanja in ustvarjanju širine ima pomembno vlogo tudi knjižnica Sevnica, ki s številnimi programi in dogodki ustvarja okolje, ki ni zgolj dom za knjige, ampak stičišče kulture in raznolikega umetnostnega udejstvovanja. Občina Sevnica je v zadnjem obdobju sistematično urejala tudi površine za šport in prosti čas ob šolah. Lansko leto smo v prazničnem novembru otvorili novo športno igrišče pri osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici. Letos in naslednje leto bodo tekla rekonstrukcijska dela na športnem igrišču ob osnovni šoli Milana Majcna v Šentjanžu, v načrtu pa so tudi posodobitve šolskih igrišč pri pred kratkim dograjene osnovni šoli na Blanci, pri osnovni šoli v Boštanju in pri osnovni šoli v Krmelju. Občina Sevnica je velika občina. Ima izjemno razvejano cestno mrežo ter obsežne vodovodne in kanalizacijske sisteme. To temeljno infrastrukturo posodabljamo in vzdržujemo v skladu z zmožnostmi. Pri tem pa v kar največji meri sledimo izraženim potrebam. Občina je investitor in lastnik gospodarske javne infrastrukture. Odgovorno upravljanje s to infrastrukturo pa je zaupano javnemu podjetju v ustanoviteljstvu občine Komunali Sevnica. Aktivno sodelovanje ter zavzetost občine in komunale daje dober rezultat zgledno urejenih javnih komunalnih služb. Izboljšave javnih prostorov so stalnica, s katerimi zagotavljamo primerne ureditve ne samo za občane, ampak tudi za ohranjanje urejenosti in čistosti našega dragocenega okolja. Sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Direkcijo za vode ocenjujem kot dobro. Kljub temu pa je v okviru občinske uprave vloženega veliko napora za čim bolj tekoče vzdrževanje tako državne cestne mreže kot tudi vodotokov in ukrepov protipoplavne varnosti. V teh dneh poteka težko pričakovana in zelo potrebna rekonstrukcija najbolj poškodovanih cestnih odsekov na relaciji Boštanj-Mokronog, ki je najhitrejša vez z Ljubljano. Težko že pričakujemo posodobitve cestnega odseka Šentjanž-Glino in regionalne ceste skozi Loko in Račico. Aktivnosti tečejo, realizacija pa se žal nekoliko odmika. V državnem proračunu in državnem načrtu razvojnih programov so v pripravi projekti, pri katerih občina Sevnica aktivno sodeluje. Tako na širšem področju ureditev državnih cest, kot tudi pri železniški postaji. Aktivno sodelovanje občine in Direkcije za infrastrukturo daje rezultat umeščenosti ureditev železniške postaje v Sevnici v letu 2025. V Loki pa urejamo kanalizacijski sistem in rastlinsko čistilno napravo. Večina krajanov to nujno ureditev, ki je potrebna za izboljšanje stanja kraja in okolja, sprejema kot pozitivno nadgradnjo. Da, gradnja kanalizacijskih vodov povzroča nekaj logističnih izzivov, a pomembno je, da stremimo k končnemu cilju, ki bo prinesel tudi druge ureditve v kraju, ki bodo izboljšali infrastrukturo in na to tudi zunanjo podobo kraja. Če nadaljujem v pozitivni luči, priložnosti in potrebe so odprte na več področjih. V smislu podpore podjetništva in gospodarstva se je ključno angažirati in odzivati na izražene prostorske potrebe gospodarskih družb in podjetnikov, s čimer v lokalni skupnosti podpiramo delovna mesta in spodbujamo gospodarski razvoj. Zaključena je prva faza komunalnega opremljanja poslovne cone na Blanci in v Krmelju. S tem pa so investitorjem omogočeni nadaljnji koraki. V letošnjem letu pričenjamo tudi postopke že 10 sprememb občinskega prostorskega načrta.
Le redke so občine, ki z redno in ustaljeno dinamiko pristopajo k prostorskemu načrtovanju v kontekstu celostnega urejanja prostora kot med seboj prepletenih elementov stanovanjske gradnje, razvoja gospodarstva, javne infrastrukture in družbenih objektov. Pozitivne trende zaznavamo tudi v turizmu. Delež nočitev počasi, a vztrajno raste vse od koronskih časov naprej. Ob inovativnih doživetjih in kakovostnih lokalnih izdelkih, povezanih v kolektivno blagovno znamko Sevnica Premium, naši ponudniki turističnih storitev od podpori KŠTM pripravljajo novosti. Zadnja izmed njih je nova Pot Penin, ki povezuje našo in sosednjo občino Krško. Elemente turistične ponudbe naših krajev celostno povezuje strategija razvoja turizma, ki je posodabljamo za nadaljnjih 7 let. To je v tem trenutku še kako pomembno. Sredi tedna nas je namreč razveselila novica, da se je v Sevnici rojena Slovenka, gospa Melania Trump, kot prva dama ZDA vrnila v Belo hišo. Vnovični uspeh Donalda Trumpa na predsedniških volitvah, za kar mu iskreno čestitam, posredno povečuje zanimanje za Sevnico. Ta dodatna pozornost nam kot lokalni skupnosti in kot državi zagotovo odpira nove priložnosti. Turizem se lahko v lokalnem prostoru uspešno razvije le ob pogoju, da je dobro poskrbljeno tudi za družbene storitve, ki so ogrodje dobrega počutja slehernega posameznika, slehernega občana. Dostopnost zdravstvenih in lekarniških storitev je v naši občini dobro razvejana. Tako zdravstveni dom Sevnica kot tudi lekarna Sevnica pa v letošnjem letu posodabljata svoje prostore. V nekdanjih prostorih trgovine Cenko, ki jih je pred nekaj leti odkupila občina, nastaja nov rehabilitacijski center. Prostori sevniške lekarne pa se s prenovo posodabljajo in prilagajajo potrebam občank in občanov. S tovrstnimi novimi pridobitvami, pa tudi s širitvijo zasebne ponudbe stanovanjskih kapacitet, storitvenih dejavnostih in z drugimi ureditvami se Sevnica in Boštanj razvijata v širše urbano območje. Ob uspešno zaključeni gradnji novega krožišča in nadvoza v Šmarju je primerno urejen dostop do industrijske cone. V naslednjem obdobju pričakujemo podobne ureditve na drugi strani Save, ki bodo ukinili nivojski prehod čez trebanjsko železniško progo, uredili promet z novim krožiščem na Radni in tako še vzpodbudile pretok poslovnih idej zasebnih investitorjev, ki na območju Radne razvijajo novo poslovno središče. Z izjemnim veseljem in ponosom spremljamo oblikovanje idej, ki krepijo gospodarsko konkurenčnost našega lokalnega prostora. V neposrednem poslovnem kontekstu lahko izpostavim podeljena naziva Dolenjska posavska gazela podjetju Metalika in Tovarna leta 2024 podjetju Siliko. S svojimi dosežki in prodornostjo ste moj navdih tudi drugi predstavniki gospodarstva, podjetniki in obrtniki, kmetje, aktivni občani, skupine in številna društva. Iskrena hvala vsem za sodelovanje in ustvarjanje sodobne Sevnice. Hvala tudi članicam in članom občinskega sveta, svetov krajevnih skupnosti in sodelavcem v občinski upravi za aktivno, vsebinsko odgovorno in v prihodnost usmerjeno delo. Skupaj z razvijanjem in oblikovanjem ter sprejemanjem dobrih odločitev soustvarjamo naše lokalno okolje, ki je privlačno, prijetno in tudi varno za bivanje. Za ustvarjanje zaupanja v varno okolje za bivanje in delo so zaslužne dobro povezane službe civilne zaščite, Gasilska zveza in prostovoljna gasilska društva. Varno okolje močno gradi tudi policija s svojim delom. Nujna medicinska pomoč, pa tudi predstavniki vojske, prostovoljci Rdečega križa, vodniki psov, radioamaterji, lovci, planinci. Kvaliteta življenja je odvisna tudi od varnosti. Najtrdnejšo varnost pa gradimo občani sami, z medsebojnim zaupanjem
in z odgovornostjo. Spoštovani vsi zbrani, s priznanji se nocoj poklanjamo aktivnim krajanom, aktivnim občanom, ki so vsak na svojem področju dosegli uspehe, s katerimi predstavljajo zgled, dajejo navdih in krepijo naše vezi. Iskrene čestitke vsem. Odgovorno delovanje, povezovanje, sodelovanje, skupni cilji in skupna prizadevanja. To so vrednote, ki vodijo razvoj naše občine Sevnica. Naj bodo nocoj naše vezi še posebej močne, ob skupnem veselju, ki ga čutimo na ta praznični večer. Ob tem vam želim dobro počutje, zdravje, veselja in zadovoljstva na naših vsakdanjih poteh. Čestitke in vse dobro ob našem skupnem prazniku voščim vsem in na vseh področjih našega skupnega delovanja. Prijeten večer še naprej. Hvala. Bila sva mlada, ko preko mosta sva šla. Maj je dehtel in mak je cvetel, jaz pa od sreče bi v svet objel. Se še spominjaš nazaj, daleč je že tisti maj. So leta minula, vsa siva sva že, jaz pa spominjam se še, ko v mraku zrem vodo, vidim leta da teko. Mladost je za nama, že bliža se Bila sva mlada, ko preko mosta sva šla. Zdaj pa drhteče mi stiskaš roko, vendar je obema lepo. Passed me by one summer day, flashed those big brown eyes my way, and all I want to do forevermore. Now baby, I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and all I never did meet you before. I said hello Mary Lou, goodbye heart. I said sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I'm in love with Mary Lou, that we'd never part. So hello, Mary Lou, goodbye heart. Saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice, but horses couldn't make me stay away. Thoughts about the moonlit night, arms about too good and tight. That's all I need to see for me to stay. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I'm in love with Mary. And you, Mary Lou. We'd never part. So hello, Mary Lou. Goodbye heart, goodbye heart. Hello, Mary Lou. I'm in love with you.
Yes, hello, Mary Lou. Right from the start I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Vsakoletno praznovanje občinskega praznika je čudovita priložnost, da se javno in slovesno spomnimo tistih, ki v naši sevniški občini še posebej izstopajo s svojim delom, zgledom in dosežki. Je priložnost za javno zahvalo. Sledi slovesna podelitev priznanj občine Sevnica za leto 2024. Priznanja in plakete za dosežke in uspehe bo podelil gospod župan ob spremstvu mažoret društva Trg Sevnica. Zato vsi trije vabljeni na oder. Srebrno priznanje občina Sevnica prejme Nik Aniki Skušek. Nik Aniki Skušek je neorenesančni slikar, ki s predanim delom, izjemnim talentom in pozitivno energijo bogati kulturno življenje sevniške občine. S svojimi likovnimi deli in umetniškim ustvarjanjem je dosegel vrhunske uspehe na mednarodni ravni. Med drugim je za svoje delo Prekletstvo Tritona prejel prestižno nagrado Art Renewal Center Staff Award v New Yorku, kar je Niku in Sevnici prineslo široko medijsko in mednarodno prepoznavnost. Nik je prepoznan tudi kot aktiven mentor in pedagog, ki svoje znanje in strast do umetnosti prenaša na znanja željne preko delavnic v Narodni galeriji v Ljubljani in tudi na Sevniškem gradu. Na njegovih slikarskih in risarskih delavnicah nastajajo umetniška dela, na katerih upodablja zgodovinske osebnosti iz sevniške občine in muzejske predmete iz grajskih zbirk. Tudi s tem Nik Aniki Skušek izraža svojo ljubezen do Sevnice, kamor se po vsaki uspešni mednarodni umetniški zgodbi vedno rad vrača. Kot vrhunski umetnik, ki ustvarja na najvišjem nivoju, ostaja zvest sebi in svojim koreninam. Vedno nasmejan, skromen, srčen in odprt za vsakogar, je navdih za vse generacije. Za izjemne dosežke na področju likovne umetnosti Nik Aniki Skušek prejme srebrno plaketo občine Sevnica. Srebrno priznanje občine Sevnica prejme Anton S. Anton S. za prijatelje Zvone je že od mladih let zapisan kinologiji. Svojo kinološko pot je začel pri 14 letih. Poklicno je svojo strast nadaljeval leta 1971, ko se je zaposlil pri tedanji milici
Nato pa leta 1973 postal inštruktor na oddelku za šolanje službenih psov v Podotiku, kjer je delal vse do upokojitve. V policiji je šolal pse za splošne in specialistične naloge ter pse vodiče slepih oseb. Zvone je bil zelo aktiven tudi v prostem času, predvsem kot član in sodnik v Kinološkem društvu Ljubljana. Leta 1985 je pridobil naziv sodnika za delo športnih delovnih pasem, kasneje pa tudi naziv mednarodnega kinološkega sodnika. Bil je tudi inštruktor za reševalne pse pri gorski reševalni službi in avtor priročnikov, ki se uporabljajo še danes. Je tudi pobudnik ustanovitve Kinološkega društva Posavje, kjer je bil prvi predsednik in kasneje strokovni vodja. S svojim strokovnim znanjem in predanostjo je bistveno prispeval k prepoznavnosti društva in dvignil raven kinološkega dela v Sevnici. Kot eden izmed prvih inštruktorjev za vodenje psov za slepe in slabovidne ter kot pionir sodobne kinologije v Sloveniji uživa visok ugled v kinoloških krogih v Posavju, Sloveniji in širše. Njegova ljubezen do psov ga spremlja skozi vse življenje, s spoštljivim odnosom do teh zvestih bitij pa je pomemben zgled tako mlajšim kinologom kot tudi vsem ljubiteljem psov. Za edinstven prispevek k razvoju kinologije v lokalnem in slovenskem prostoru Anton S. prejme srebrno plaketo občine Sevnica. Srebrno priznanje občine Sevnica prejme Ivan Šnuderl. Gospod Ivan Šnuderl se žal danes ni mogel osebno pridružiti naši slovesnosti, vendar pa njegovo delo in predanost ostajata globoko vtisnjena v našo skupnost. Priznanje bo v njegovem imenu zato prevzel predstavnik predlagatelja, predsednik Sveta krajevne skupnosti Boštanj, gospod Vincent Knez. Plaketa bo gospodu Šnuderlu osebno izročena ob drugi priložnosti. Ivan Šnuderl je ugleden posameznik, ki je s svojim dolgoletnim in predanim delom močno zaznamoval področja vzgoje in izobraževanja, kulture, športa ter širšega družbenega razvoja lokalne skupnosti. Iz svojega rojstnega Maribora ga je življenjska pot pripeljala v Boštanj, kjer je 26 let uspešno opravljal naloge ravnatelja osnovne šole. Njegovo strokovno vodenje je bilo osredotočeno na ustvarjanje pogojev za kakovostno izobraževanje in celostno vzgojo mladih generacij. Poleg pedagoškega dela je bil Ivan Šnuderl tudi velik podpornik športa in kulture. S svojo razgledanostjo in družbeno angažiranostjo je pomembno prispeval k organizaciji in razvoju številnih projektov in dogodkov, ki so bogatili lokalno skupnost. Še posebej predan ohranjanju lokalne kulturne dediščine. Kot soavtor publikacije 800 let Boštanja je prispeval k ohranjanju pomembnih zgodovinskih zapisov o kraju. Poleg tega je Ivan Šnuderl dolga leta deloval v nadzornih odborih krajevne skupnosti Boštanj in tudi prostovoljnega gasilskega društva Boštanj. Njegovo odgovorno in natančno delo je pripomoglo k ugledu in uspešnemu delovanju teh organizacij.
Z natančnostjo, odgovornostjo in visokimi etičnimi standardi je gradil zaupanje v številne institucije. Njegovo pošteno in uspešno delovanje pa je še danes temelj in zgled delovanja številnih organizacij. Za pomemben prispevek k razvoju izobraževanja, kulture in športa v lokalnem prostoru Ivan Šnuderl prejme srebrno plaketo občine Sevnica. Zlato priznanje občine Sevnica prejme Milan Sotlar. Milan Sotlar je človek številnih talentov in znanj. V mlajših letih je bil aktiven član sveta krajevne skupnosti Šentjanž, danes pa z enako predanostjo deluje v številnih krajevnih društvih. Je ustanovni član turističnega in vinogradniškega društva, pri katerih še vedno velja za enega najbolj aktivnih članov. Poleg tega sodeluje tudi v društvu upokojencev in krajevnem odboru Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Vse od začetkov delovanja društva poje pri šentjanških jurjevalcih, kjer skrbno arhivira nastope tako v sliki kot besedi. Zaslužen je za oblikovanje rudarske tematske poti Tek-Pav, Krekovih stezic in poti Milana Majcna. Vsako leto skrbi za njihovo vzdrževanje in redno sodeluje tudi kot vodnik na tradicionalnih pohodih. S svojim tehničnim znanjem je nepogrešljiv člen pri organizaciji vseh dogodkov turističnega društva. Njegova predanost ohranjanju kulturne dediščine in spomina na pomembne zgodovinske dogodke je izjemna. Vselej sodeluje pri urejanju spominskih obeležij in pri proslavah v spomin na zgodovinske dogodke v Murncah. Milan Sotlar je nepogrešljiv steber svoje skupnosti. Njegova ustvarjalna energija ga vodi tudi v uredniškem odboru krajevnega časopisa Šentjanški glas, kjer vse od prve številke prispeva ideje in križanke, ki bogatijo vsako izdajo. Milan Sotlar je človek izjemne energije, ustvarjalnosti in iskrenega delovanja. Njegova neomajna predanost je navdih vsem, ki z njim sodelujejo. Za izjemno aktivno delovanje v domačem kraju in lokalni skupnosti Milan Sotlar prejme zlato plaketo občine Sevnica. Zlato priznanje občine Sevnica prejme Janez Pungarčar. Janezu Pungarčarju je bilo že v zibelko položeno, da bo postal gasilec in vinogradnik. Svojo mladost je preživel med vinogradi na Malkovcu, kjer mu je oče z veliko skrbnostjo privzgojil ljubezen do vinske trte. Še bolj pa ga je spodbujal k prostovoljnemu delu in delu v gasilskem društvu. Član prostovoljnega gasilskega društva Tržišče je postal že pri 12 letih. Kasneje je bil izvoljen v upravni odbor gasilskega društva. Med leti 1988 in 2008 pa je opravljal naloge podpredsednika. V letih 1991 do 1994 je svojo gradbeno mehanizacijo aktivno sodeloval pri gradnji novega gasilskega doma v Tržišču ter opravil nešteto ur brezplačnega in prostovoljnega dela. Janez Pungarčar je bil kar 3 mandate tudi predsednik gasilskega društva.
Njegovi ključni dosežki so bili nabava novega gasilskega vozila, energetska prenova gasilskega doma in obnova gasilske opreme za zaščito in reševanje. Veliko časa je namenil tudi povezovanju generacij ter vključevanju mladih gasilske vrste. V času osamosvojitvene vojne je bil Janez Pungarčar načelnik narodne zaščite v krajevni skupnosti Tržišče. Skupaj z očetom Ivanom sta v Zidanici na Malkovcu organizirala tajno skladišče orožja. V zahvalo in spomin na to domoljubno dejanje domačo Zidanico krasi obeležje Zveze vojnih veteranov za Slovenijo. Je tudi dolgoletni aktivni član Društva vinogradnikov Malkovec. Pri izgradnji večnamenskega doma na Malkovcu je brezplačno opravil vsa gradbena zemeljska dela in sodeloval tudi pri drugih aktivnostih za izgradnjo doma. Kot uspešen samostojni podjetnik in dolgoletni član sveta krajevne skupnosti Tržišče je izjemno aktiven krajan, ki je vedno pripravljen pomagati sokrajanom in domačim društvom. Njegova nesebična pomoč in aktivno delovanje sta pomemben doprinos za domač kraj in lokalno skupnost. Za predano delovanje v lokalni skupnosti Janez Pungarčar prejme zlato plaketo občine Sevnica. Grb občine Sevnica prejme kulturno društvo Oktet Jurij Dalmatin. Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja je skozi desetletja postal nepogrešljiv del lokalne skupnosti. V letošnjem letu obeležujejo 60. obletnico svojega delovanja, kar je izjemen dosežek, ki priča o dolgoletni zvestobi, predanosti in ljubezni do petja. Letošnji jubilej so obeležili na poseben način. Na slavnostnem koncertu ob 60-letnici so se predstavili z raznolikim repertoarjem, premierno pa so izvedli pesem, ki jo je zanje v glasbi Tine Bec, nekdanji umetniški vodja Okteta. Oktet ni zgolj skupina pevcev, temveč nosilec slovenske kulturne dediščine, ki s svojim poslanstvom ohranja ubrano moško petje. Posebnost Okteta je v tem, da se glasbena tradicija prenaša iz roda v rod. Pogosto se zgodi, da v Oktetu najprej poje oče, nato njegov sin, kar simbolizira njihovo tesno povezanost z lokalno skupnostjo in zvestobo do glasbe, ki živi naprej skozi generacije. Člani Okteta so Miha Zeme, Lenart Traven, Martin Sešljar, Rok Pinoza, Marjan Hribar, Matej Fon, Gorazd Zupanc in Andrej Lisec. Umetniška vodja je Petra Stopar. Njihovo poslanstvo ohranja slovensko glasbeno dediščino s prepevanjem ljudskih pesmi, sakralne glasbe in sodobnih skladb, s čimer združujejo bogato preteklost in sedanjost. Na ta način ne le ohranjajo zgodovino, temveč jo prenašajo v prihodnost in jo bogatijo za nove rodove. Njihovo kulturno udejstvovanje presega lokalne in državne meje. Pred kratkim so zaključili uspešno gostovanje v ZDA in Kanadi, kjer so občinstvu ponosno predstavljali bogastvo slovenske glasbe. Njihovi nastopi zunaj meja domovine so pomemben prispevek k prepoznavnosti slovenske kulturne dediščine in naše občine. Med dosežke so se v zadnjih letih vpisala najvišja priznanja na regijskem tekmovanju v Šentjerneju, na pesmi Posavja in na mednarodnem tekmovanju Bratislava Cantat na Slovaškem, kjer so leta 2023 osvojili zlato priznanje. Na regijskih sozvočenjih so večkrat osvojili naziv najbolj perspektivne zasedbe, na nedavni reviji pevskih zasedb pa se je Oktet uvrstil na področno tekmovanje. Oktet Jurija Dalmatina že 60 let s svojim petjem bogati našo skupnost
in skrbi za prenos kulturne dediščine med generacijami. Njihov prispevek k ohranjanju slovenske identitete je neprecenljiv. Za pomemben prispevek pri ohranjanju slovenske glasbene dediščine Kulturno društvo Oktet Jurij Dalmatin prejme grb občine Sevnica, ki ga bo prevzel predsednik društva Andrej Lisec. Naziv častni občan občine Sevnica prejme Martin Novšak. Martin Novšak je prepoznan kot dolgoletni uspešni gospodarstvenik na področju enega temeljnih sektorjev delovanja sodobne družbe, energetike. Z energijo in njenimi potenciali se je seznanil že od mladih let. Leta 1982 je diplomiral iz elektrotehnike, leta 1992 pa končal mednarodni podiplomski študij menedžmenta. Vseskozi so ga zanimale drugačne in sodobne tehnologije, kar je bil tudi eden izmed poglavitnih razlogov za delo v nuklearni elektrarni Krško, kjer je bil zaposlen od njenega začetka delovanja. Izšolal se je za operaterja za delo v kontrolni sobi elektrarne. Bil je vodja proizvodnje in nato od leta 1992 direktor inženiringa. Skupaj s sodelavci je zasnoval in izvedel pomembne projekte. Med njimi modernizacijo delovanja nuklearke, zamenjavo ključne opreme, peljavo modifikacij in organizacijsko nadgradnjo. Od leta 2005 je vodil družbo Gen Energija in je v obdobju 17-letnega vodenja s strateškim in razvojno naravnanim pogledom skupaj s sodelavci razvil eno največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji. Kot generalni direktor Gen Energije je poleg podpore varnostnim in drugim investicijam v NEK-u finančno in organizacijsko bistveno pripomogel k izgradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Zaradi pomembnosti prodaje in trgovanja z energijo in energenti je skupaj s partnerji razvijal družbo Gen-I, tako na domačem kot na mednarodnih trgih. Z vlaganjem posodobitve termoelektrarni Brestanica pa je skrbel za potrebe rezervne kapacitete proizvodnje električne energije. Vizijo vodenja je vselej usmeril zagotavljanje dolgoročnega, varnega, zanesljivega, okolju prijaznega in ekonomsko učinkovitega obratovanja. Družbeno odgovornost je Martin Novšak skozi svojo celotno karierno pot odražal s podporo društvenim dejavnostim. S svojim delovanjem je pomembno prispeval tudi k razvoju lokalne samouprave. Po osamosvojitvi Slovenije je med letoma 1994 in 1998 aktivno in tvorno sooblikoval lokalno družbeno-politično življenje kot predsednik občinskega sveta občine Sevnica. Vodil je vrsto projektov v lokalnem okolju. Martin Novšak je cenjen po strokovnosti, vztrajnosti, strpnosti, stalnem doseganju zastavljenih ciljev, z realnim pogledom na svet, široko razgledanostjo in veliko sposobnostjo prenašanja znanja na mlajše generacije. Z občutkom do sočloveka je dal pečat svojim sodelavkam in sodelavcem, svoji družini in tudi lokalni skupnosti. Za izjemen prispevek k sooblikovanju in razvoju lokalne skupnosti prejme Martin Novšak naziv častni občan občine Sevnica. Spoštovani gospod župan,
spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani občani občine Sevnica in seveda vsi krajani te prelepe občine. Dovolite, da se v svojem imenu in v imenu današnjih dobitnikov priznanj občine Sevnica zahvalim. Zahvalim komisiji, predlagateljem, občinskemu svetu in županu, predvsem zato, da so prepoznali njihovo delo in njihov prispevek. Ob tej priliki bi si želel zahvaliti županu občine Sevnica in vsem županom posavskih občin za izjemen posluh za gospodarstvo, kot temelj zaposlovanja, temelj delovanja občanov, ki prinaša kruh, ki prinaša perspektivo. Pomembno je tudi, da gospodarstvo sodeluje z lokalnim prostorom, da pomaga pri razvoju teh dejavnosti in na tak način pravzaprav omogoča velik standard življenja, urejeno okolico in seveda veselje do bivanja v tem prostoru. Naj pa ob tem se še zahvalim tudi predvsem prostovoljcem. Slovenci smo znani po tem, da radi prostovoljno pristopimo k raznim organizacijam, tako pri raznih projektih v lokalni skupnosti, kot seveda pri urejanju okolice, pri skrbi za naravo, pa seveda kulturne dejavnosti, gasilske dejavnosti in tako naprej. Želim vas spodbuditi, da še naprej sodelujete prostovoljno v teh organizacijah in s tem prispevate k kvaliteti življenja v tem okolju, pa tudi svojemu zadovoljstvu, da date nekaj v ta prostor. Če pridete do vprašanja, ali bi sodelovali ali ne, mora biti vedno odgovor da. Hvala vam vsem. Hvala častnemu občanu, županu in mažoretama ter iskrene čestitke vsem nagrajencem, ki si zagotovo zaslužijo še en ogromen aplavz. Pomembna rdeča nit nocojšnjega večera je povezovanje. Občina Sevnica se v svojem delovanju povezuje z občinami regije Posavje in tudi širše. V imenu predstavnikov občin, ki so nocoj naši gostje, nas bo nagovoril predsednik razvojnega sveta in sveta regije Posavje in župan občine Brežice Ivan Molan. Spoštovani župan Sevnice, gospod Srečko Ocvirk, današnji slavljenc, spoštovani svetniki in svetnice, spoštovani nagrajenci, krajanke in krajani oziroma občanke in občanke občine Sevnice. Veliko čast in veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim tu v imenu regije Posavje, v imenu sveta regije Posavje, ki nekako predstavlja 6 občin. To pomeni, da vas tudi nekako prinašam čestitke od vseh občank in občank, ki živimo v tem Posavju, ki seveda z skupnimi močmi se trudimo za to, da se razvijamo, da smo dobri in da poskušamo v tem kraju živeti lepo. Regija Posavje je seveda ena od manjših regij, ki pa ima izjemno pomembno strateško lego. Konec koncem smo obmejna regija, smo izjemno pomembni z energetskega vidika, pomembni smo z
preskrbovalnega vidika, kot je pridelava hrane in seveda še iz varnostnega vidika. So pa manjše regije vedno tudi tiste regije, ki so ponavadi na udari, saj imamo določene prednosti, velikokrat pa seveda nas želijo tudi odriniti. Zato seveda je ključnega pomena povezovanje, kajti dejansko samo takrat, ko smo enotni, ko smo s skupnimi močmi, lahko nekaj dosežemo. In jaz mislim in vemo vsi, da smo v regiji Posavje v preteklosti bili eni od najbolj prepoznavni, predvsem po tem, da smo sodelovali, da smo povezovali. Sodelovanje je izjemnega pomena, najprej seveda, da si med seboj izmenjamo dobre prakse. Pomembno je seveda, da sodelujemo v težkih časih, takrat, ko pride kakšne elementarne nesreče ali bilo kaj drugega. Zelo pomembno za regijo je pa predvsem sodelovanje pri projektih. Z skupnimi močmi, z skupnimi projekti lahko naredimo nekaj dobrega za naše kraje. In seveda, če se znamo takrat dogovoriti, ko mogoče ni najlažje, je najpomembnejše, saj te projekti prinašajo v našo regijo praktično tisto, kar ljudem prinaša nekaj več. In jaz mislim in vemo, da smo v preteklosti naredili veliko skupnih regijskih projektov, ki so izboljšali kvaliteto življenja v vseh občinah. Zato seveda ob tej priložnosti se vam vsem skupaj zahvaljujem, kajti dejansko, kot je bilo danes rečeno pri verigi, regija ali pa veriga je tako močna, kot smo vsi členi v tej verigi. In Posavje smo močni, zato ker so vsi členi stabilni in preudarni. Zato seveda še enkrat hvala, čestitka vašim nagrajencem, kajti dejansko s tem ste jih prepoznali, verjamem pa seveda, da ste jim tudi dali še novo motivacijo za naprej. Čestitke pa tudi vam za vse dosežke, ki ste jih dosegli. Vaš župan jih je povzel in veliko jih je bilo. Verjamem, da bi še marsikaj lahko povedal. Seveda pa se vsi zavedamo, da ponavadi rezultati občine, rezultati župana so rezultati vseh občank in občanov. Kajti vsak občan na svojem področju prispeva neki kamenček v mozaiku, ne glede na to, kako velik je, kako pomemben je. Zato bi jaz čestital res vsem občankam in občanom za vaš razvoj. Vsem vam želim lep večer in vas vabim še naprej k skupnem sodelovanju. Hvala lepa. Pisatelj Miroslav Krleža je zapisal: glasba je lirična pajčevina med srcem in možgani. Eni izmed najčudovitejših liričnih pajčevin namenjamo nadaljnjo pozornost. Prav kmalu se nam bo predstavila novo ustanovljena sevniška glasbena skupina Retro Groove. Retro Groove je zasedba, ki s fuzijo džeza, bluza in funka preoblikuje znane komade na čisto svoj retro način. Skupino sestavljajo vokalistka Sara Praznik, Jeromej Kostanšek na trobenti, Stanislav Levstik na kitari, Urban Cedinnik na bas kitari, Jakob Avsenak na bobnih in Aleš Tricelj na klaviaturah. Sledi torej glasbeno popotovanje zasedbe Retro Groove, ki se nam bo predstavila s 4 znanimi slovenskimi skladbami. Retro Groove, oder je samo vaš.
zmagala. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svet obran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Marsikdo se zdi mu prepustil, če je svet bran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Zdaj stoji in v belo noč strmi, za zaveso skrijem se in upam, da ne vidiš me. Z njo na ulici, skrit pred mojimi očmi, tiho mimo mene greš, kdo sem že zdavnaj več ne veš. Ni ona tebe čuvala in bo sakrila tvoja tla. Ni ona vedela
kasaj ko prije. Naj se kdaj zahvalim in naučila sem te sanjati. Ni ona tebe čuvala in bo sakrila tvoja tla. Ni ona vedi, jaz sem ta, ki te je ljubila. Ni ona kamen zrušila in prav srca ti brisala. Kot bumerang se tvoj objem nikdar ni vrnila. In vem takrat, ko se krog zavrti, nenehnih ti spet približa se mi, da čutim te, vse do konca čutim te. Ni ona tebe čuvala in bo sakrila tvoja tla. Ni ona vedi, jaz sem ta, ki te je ljubila. Ni ona kamen zrušila in prav srca ti brisala. Kot bumerang se tvoj objem nikdar ni vrnila. Ni ona ne, jaz sem ta, ki sem te ljubila. Klej me naravnost v oči, ko ti lažem po pravici, da nisi tisti, ki v meni prebudi vse tiste umazane misli. V svojem ritmu peševa, Venera z Marsom se igra. Paziva leta, ne zgubiva noči in tistih umazanih misli. Sanje so tvojega okusa, jutro po tebi mi diši. Kompas več me ne posluša, moja izgubljena duša išče le v smeri, kjer si ti. V svojem ritmu pleševa, Venera z Marsom se igra. Paziva leta, ne zgubiva noči in tistih umazanih misli. Sanje so tvojega okusa, jutro po tebi mi diši. Kompas več me ne posluša, moja izgubljena duša išče le v smeri, kjer si ti.
poslušaj, moja izgubljena duša išče le v smeri, kjer si ti. Srce veliko, kakor svet, nasmeh in iskrice v očeh in besede poznaš tudi ti. V življenju mnogo je poti, ne išči sreče, kjer ni. Le poslušaj, kar srce ti govori. Lahko ti podarim samo ljubezen, eno in edino upanje. Poglej me v oči in lahko si brez skrbi. Vem, da isto čutiš tudi ti. Kar želiš si, to ni greh, to je ljubezen v očeh. Poznaš me bolj, kot se ti zdi, čeprav zatiskaš si oči. Ko me gledaš, vidiš to, kar si dolgo časa si iskal. Kar si mislim, da je prav, a na koncu le eno boš izbral. Lahko ti podarim samo ljubezen, eno in edino upanje. Poglej me v oči in lahko si brez skrbi, saj v srcu čutiš tudi ti. Zdaj pa lahko zapojete zraven. Lahko ti. Eno in ne. Odlično, Sevnica. Poglej me. Saj v srcu čutiš tudi ti. Gremo še enkrat. Lahko ti. Eno in ne. Poglej me. Vem, da isto čutiš tudi ti. Lahko ti podarim samo ljubezen, eno in edino upanje. Poglej me v oči in lahko si brez skrbi, saj v srcu čutiš tudi ti.
Cenjeni gostje, osrednja slovesnost ob občinskem prazniku se počasi in vztrajno približuje sklepnemu delu. Hvala, ker ste se nocoj odločili preživeti večer v naši družbi. Iskrena hvala tudi vsem nastopajočim in sodelujočim, ki ste s svojim kulturnim pečatom obogatili nocojšnjo slovesno druženje. Prosim, namenimo jim en velik aplavz. S poetičnim slogom smo pričeli to slavnostno prireditev, zato jo bomo tako pripeljali tudi do konca. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase zdvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Spoštovani zbrani, naj nas veselje ob prazniku naše občine spremlja skozi ves november. Iskrene čestitke še enkrat vsem ob prazniku občine Sevnica. Ob skorajšnjem slovesu pa se bomo še enkrat potopili v ta čudoviti glasbeni svet. Posebej za današnjo slovesnost so svoje moči združili člani okteta Jurij Dalmatin in člani skupine Retro Groove. Nastala je prav posebna izvedba znane pesmi, ki bo nocoj izvedena premierno. Prisluhnimo, kako zveni novo nastali sestav, poimenoval jih bom kar Retro Groove oktet. Pastirče mlado in milo, kaj si se tako stužilo? Pastirče mlado in milo, kaj si se tako stužilo? Pastirče mlado in milo, kaj si se tako služilo? Jaz zamem frulu i sviram, da svoju dragu dozivam.
zame fruluji svira, da svoju dragu dozive. Ja zame frulu svira, da svoju dragu dozive. Vse prejemnike priznanj vabim, da za nekaj trenutkov še počakate pri odru za fotografiranje. Drage obiskovalke in obiskovalci, za vaše dobro počutje pa bodo medtem v zadnjem delu dvorane poskrbeli aktiv kmečkih žena Studenec in Društvo vinogradnikov Studenec. Lepo vabljeni na skupno druženje. Sedaj pa si bom dovolil nekaj, kar ni v scenariju. Pesem me je tako prevzela, da mislim, da si jo prav vsi želimo slišati še enkrat. Bravo. Oktet in retro groove.
pastirče mlado in milo, kaj si se tako stužilo. Pastirče mlado in milo, kaj si se tako stužilo. Pastirče mlado in milo, kaj si se tako stužilo. Jaz zame frulo izsviram, da svoju drago dozivam. Jaz zame frulo izsviram, da svoju drago dozivam. Jaz zame frulo izsviram, da svoju drago dozivam. Aranžma za to skladbo pa je napisal naš Jeromej Kostanjšek. En aplavz še za njega.